Smo nazaj v oddaji Marcel, dame in gospodje, na oder vabi predstavnika podjetja Astra AI d.o.o., gospod Andrej P. Škraba. Ok, Andrej, dajmo se videti malo na hitro pogovoriti okoli vašega dejansko produkta. Zdaj, če imamo umetno inteligenco, ki že vse to zna, zakaj bi mogli vse to vedeti ljudje, če očitno ona ve bolje? Nekdo bo mogel znati kabel izklopiti. Ok. To je to. To je to. Ok, hvala lepa za res za to pojasnilo, ampak le pazi, po drugi strani, če pogledamo, neko drugo, preko napada med drugega zornega kota. Pazi, v zadnjem času se ljudi govori, kako umetna inteligenca dejansko krade službe ljudem. Zdaj, a se res strinjate s tem? Ne strinjamo se z... A vi svojim produktom dejansko kradete službe inštruktorjem? Težko je ukrasti službe tam, kjer je že tako pomanjkanje kadra. Ok, ampak boste vi na koncu krivi, ko nam bodo zavladali roboti? Ne bomo. Ok, v redu. Zdaj, greva čisto malo nazaj, pogledajte, jaz recimo kot dijak, sem bil zelo pameten, bolj pameten od vseh inštruktorjev, to se še danes vidi, ampak pazi, v predstavitvi piše, citiram, da če se ocena ne dvigne za 2, date denar nazaj. Zdaj, kaj bi se zgodilo, če bi jaz avtomatično imel že oceno 4? Mislim, ker v vsakem primeru dobil denar nazaj, a ste pomislili na to? A se vam zdi dejansko to, pametna poslovna strategija? Moramo popraviti pogoje poslovanja. Ok, samo to. Ne boste zagovarjali tega. Pozi že na zelo dobri poti, v bistvu je pa naš namen izpolnjenja. Ok, zdaj umetna inteligenca pravi, da se uči od ljudi, v tem primeru jo učite vi, umetna inteligenca uči dijake, kdo uči vas? Ja, dobro vprašanje. A ste del zarote? Če da, katere? Ne, mi hočemo rešiti slovensko mladino, tako da nismo del nobene zarote. Ampak pazi, naslednja stopna, da dejansko ne potrebujemo šol, ne potrebujemo več potem takem, če šol ne potrebujemo, a je res, da ne potrebujemo recimo parlamenta? A rabo še državni zbor, a rabo politiko potem? A bi vse to dela umetna inteligenca, Bolj, da imamo več šol, pa več ljudi v šolah kot v parlamentu. Ok, pazi, zdaj prihaja nova zakonodaja o psihoterapiji, pazi. Zdaj, a ste razmišljali o novi AI psihoterapeutu, ki ti dvigne samo podobo za 2 oceni, če ne, dobiš denar oziroma depresijo nazaj. Marcel, dobra ideja. Mogoče to pride v eni izmed naslednjih verzij. Ok, zdaj, če bom rekel, čist mogoče, pač napačno vprašanje, ampak vse izhaja iz sebe. Zdaj, če dejansko ti narediš maturo z vašim produktom, se pravi, z umetno inteligenco. Narediš maturo z umetno inteligenco, potem takem s kom plešeš na maturantskem plesu. Ja, zdaj si imel več časa, da si zapecil tisto punco, ki ti je všeč, tako da... Ok, ampak za konec, če sem zmakal časa, zdaj pazi, z vašo aplikacijo inštruirate, tukaj citiram, matematiko, nemščino, kemijo, angliščino, fiziko, zakaj ne slovenščine? A se umetna inteligenca boji dvojine? Veš kaj, ni to računske moči na svetu za dvojino slovensko. Ok, zakaj umetna inteligenca oziroma vaša aplikacija ne poučuje slovenske zgodovine? Je preveč kompleksna. A kaj? Ja, bomo mogli en poseben odbor za to narediti. Ampak, a se vam ne zdi, da bi umetna inteligenca edina lahko razložila objektivno, kaj se je dogajalo 80 let nazaj, Ker ni imela umetna inteligenca detka ne na eni, ne na drugi strani. Veš kaj, mi hočemo slovenski mladini pokazati prihodnost, ne preteklost. Ok, Andrej, najlepša hvala za vsa ta pojasnila. Vidim pa tlele v ponudbi, da nimate tudi glasbenega pouka, tako da smo se mi odločili, da vam zrihtamo enega glasbenega izvajalca, dame in gospodje, legendarni Albano.
Vse ste tisto budžetu se spomnite, ne? Skratka, ne bo prišel Albano, prišel bo Aibano. Marcel je sam narobe prebral, mislil je, da je mali tiskani L, v resnici je pa veliki tiskani I. Mogoče ne veste, ampak Italijani imajo ogromno komadov o umetni inteligenci in o teh stvarih. Kako že gre tisto stara dobra? Umetna inteligenca, pameten si ali glup, lahko jo uporabljata skup. Umetna inteligenca, za en tekst, ki je precej slab, se ful energije porab, tako kot ta. Skratka, to so te italijanske komadi napisali z umetno inteligenco, ampak zdaj pa, dame in gospodje, že prihaja, mislim, da Aibano. Prosim na aplavz. Najboljši inštruktor za matematiko, Astra AI. Razloži vse enostavno, ma kratko, Astra AI. Dvigne uspeh, za oceniti gladko, Astra AI. Astra AI. Astra AI. Tudi za kemijo ali pa za fiziko, Astra AI. Anglo in nemščino, če imaš stisko, Astra AI. Pomaga ti, če so ocene prenisko, Astra AI. Astra AI. Astra AI. So AI rodja za boljše učenje, Astra AI. In vsem učencem olajša življenje, Astra AI. Ni to mi le naše mnenje, Astra AI. Astra AI. Kdo rabi pomoč pri šolskih predmetih, naj prijavi se zdaj. Saj za vse vas je tu Astra AI. Saj gre oceni izboljšam spekti, če ne dobiš na alternativ.